Spoštovani gospod župan, gospod poslanec, gospa predsednica društva, drugi visoki gostje, gospe in gospodje, dragi Krašovci. Danes se z žalostjo v srcu spominjamo požiga Komna in okoliških vasi februarja leta 1944 strani nemških okupacijskih sil ter izgona 1050 naših vaščanov v Nemčijo. Med njimi tudi moja mama in njene družine. Kot je bilo rečeno, sem malo pred to spominsko slovesnostjo v imenu Republike Slovenije položil venec pred spomenik padlim borcem v narodno-osvobodilni vojni med leti 1941 in 1945. Na spomeniku so vklesana imena umrlih v internaciji, med drugimi. Švara Vinko, Furlan Katarina, Štolfa Marija, Kolman Marija, Furlan Jožef, Macaror Jožefa, Cotič Gabriel, Strnat Rozalija, Macarol Franc, Buda Alojs, Slavec Marija, Godnič Marija, Pahor Aurelij, Štanjer Marija, Umek Jožef, Jazbec Anton, Švara Jožef, Godnič Frančiška, Cotič Adelbert, Siviloto Viktor, Godnič Ana, Škof Jožef, Švara Viktor, Slamič Valentin, Volčič Franc, Pahor Franc, Kavčič Anica. Prosim vas, da z minuta molka izrazimo spoštovanje do tega. Slava jim. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji. Pred nekaj dnevi sem imel kot predsednik vaše države priložnost, da se kot drugi svetovni državniki udeležim spominske slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve Auschwitza. V delegaciji so bile tudi 4 slovenske taboriščnice. Prav tistega dne, ko smo se spomnili teh tragičnih dogodkov, je gospa Marija Ferlan, ena od taboriščnic, praznovala 100. rojstni dan. Slovesnost je bila po svoje zelo grenka, čeprav na drug način, kot bom rekel kasneje, tudi zelo navdihujoča. Med drugimi je spregovoril pred vrati Auschwitza preživeli Jud Marjan Tursk. Citiral je preživelega Romana Kenta, ki je omenjal 11. Božjo zapoved, ki bi se po njegovem glasila: ne bodi ravnodušen. Ko je utemeljeval to 11. Božjo zapoved, je spomnil na besede avstrijskega predsednika in prijatelja Aleksandra van der Bellna, ki je v luči na predvečer te slavnosti v Auschwitzu spomnil cel svet, da Auschwitz ni padel z neba, se ni zgodil čez noč. Ko je preživeli Jud govoril o tem, kako je bil Auschwitz sploh mogoč, je spomnil na leto 1936. Rekel je, da so takrat v Berlinu na avtobusih za določene sedeže prepovedali, da bi nanje sedel Jud. V istem času so kmalu zatem prepovedali tudi, da bi določene bazene v Berlinu obiskovali Judje. Nadaljeval je: rekli smo,
večinoma vsi, tudi mi Židje, pa kaj? Saj lahko sedimo ali se kopamo tudi kje drugje. In tako je šlo naprej in naprej in naprej, dokler niso postale grozote popolnoma sprejemljive za običajne ljudi. V tej luči bi danes za potrebe te spominske slovesnosti navedel misli osramočenega nemškega pastorja, ki jih je izrekel po drugi svetovni vojni, osramočenega zato, ker med njo in pred njo ni poskušal narediti ničesar, nikomur pomagati, da se to ne bi zgodilo. Citiram: prišli so po Žide in ker nisem bil Žid, sem molčal. Prišli so po katolike in ker nisem bil katolik, sem molčal. Prišli so po konzervativce in ker nisem bil konzervativec, sem molčal. Prišli so po komuniste in ker nisem bil komunist, sem molčal. Potem so prišli pome. In ker ni bilo nikogar več, ki bi rekel kakšno besedo zame, so me vzeli. Spoštovane gospe in gospode, naša moralna in politična dolžnost je, da se, kolikor je v naših močeh, jaz tudi kot predsednik republike, župan kot župan, poslanec kot poslanec in mi vsi kot starši in stari starši, potrudimo za to, da spomin na te tragedije ne bi bile nikoli pozabljene. Spomin, ohranjanje spomina, ohranjanje zgodovinskega spomina na te tragične izkušnje človeške civilizacije ni edini način, da se izognemo njihovim morebitnim ponovitvam. Gotovo pa je eden od zelo pomembnih. Seveda ne more nevarnosti pred vnovičnim izbruhom takih sovražnosti prepričati ali onemogočiti samo strah pred tem, da se ponovijo, ampak zlasti dobre prakse. Prakse solidarnosti, sožitja in strpnosti. Vendar je, kot rečeno, naša skupna dolžnost, da sebe in zlasti naše otroke in vnuke, za katere tako zelo upamo, da jim bo to gorje prihranjeno, opomnimo in spomnimo, da so tudi oni, tako kot mi, rezultat naših preteklih ravnanj. Tako tistih, ki so slavne, kot tiste, ki so tragičnih. Tudi nas, Krašovce, Primorce, določajo rezultati naših preteklih ravnanj, tudi našo identiteto. Primorska, fašizem, tigrovstvo, ki se je prvo v Evropi postavilo fašizmu po robu, partizanska osvoboditev teh krajev, priključitev nazaj k matični domovini, vse to na nek način povzema tudi edina deželna himna, ki jo imamo v Sloveniji, vstajenje Primorske. Primorci vstanemo na koncu takih proslav, če se zaigra ta pesem, ta himna, ne zato, ker bilo to kje zapisano ali predpisano, ampak zato, ker ne glede na različna politična, verska ali druga prepričanja med nami, čutimo, da je to del naše duše. Danes živimo nek poseben čas, se zdi, ki je poln zgodovinskih opozoril o vračanju v preteklost. Ampak hkrati živimo tudi čas, ki je poln nekih signalov upanja o boljši prihodnosti. In ker imamo kot starši in kot stari starši dolžnost, se mi zdi, nek notranji vzgib, da našim otrokom prepustimo v skrb miren in varen svet, v katerem bodo lahko po njihovih najboljših močeh, talentih in sanjah ustvarjali njihov svet, smo, se mi zdi, dolžni poleg teh opozoril o vračanju v preteklost videti zlasti signale upanja v boljšo prihodnost.
Ena od takih okoliščin je gotovo naša skupna evropska domovina. Ta nam omogoča, da danes, 3/4 stoletja po teh hudih dogodkih, vidimo vse stvari za naprej, vendarle z nekim upanjem in nestrahom. Ta skupna Evropa omogoča, da gradimo na tistem, kar nam je skupno, in da tam, kjer se neminovno razlikujemo, nekako pustimo ob strani in s tem živimo. Ne razpihujemo tistega, kar nas deli, ampak negujemo tisto, kar nas povezuje. Tudi tukaj, mi, Primorci, Krašovci, še zlasti, seveda tudi vsi drugi Slovenci, z žalostjo dostikrat v zadnjih letih spremljamo, kako se 10. februar, dan spomina v Italiji na fojbe, dostikrat nekako zlorabi za to, da se zgodovina prikaže enostransko, čeprav zato ni nobene potrebe. Slovenija in Italija sta že daleč nazaj, mineva skoraj 20 let, ustanovili zgodovinsko komisijo, ki je proučevala obdobje med leti 1880 in 1956, in ta zgodovinska komisija se je prikopala do skupnih ugotovitev o slavnih in tragičnih časih, ki povezujejo nas, Slovence in Italijane. Tudi o teh žalostnih dogodkih po vojni, med njo in pred njo. In želim si, da bi s časom vendarle uspeli v dobrih, prijateljskih, sosedskih odnosih z Italijani, Furlani doseči, da bi tudi ta 10. februar, dan spomina, ki dostikrat z grenkobo opozori na to, da imamo tako zelo različen pogled na nekatere zgodovinske dogodke, da bi s časoma šel v smeri teh skupnih ugotovitev, tako kot imamo skupno prihodnost. In v tem smislu bi se rad z optimizmom, z upanjem, velikim upanjem, ozrl na 13. julij letos, ko sva se odločila s predsednikom Mattarello, italijanskim prijateljem, da skupaj obeleživa 100-letnico požiga Narodnega doma v Trstu. To bo velika reč. To je velikanska priložnost za oba naroda. Ne samo za Trst in tukaj za Primorsko, ampak za Slovenijo in za Italijo in nenazadnje za celo Evropo. Da ob enem takem simboličnem dejanju, na en prav način, s pravimi besedami, pravimi gestami, simbolnimi in stvarnimi, povemo, da za nazaj stvari ne moramo spreminjati, lahko pa jih spreminjamo za naprej. In v tem smislu bi rad rekel, se mi zdi napovedana vrnitev Narodnega doma v Trstu nazaj slovenskim organizacijam ena velika reč. In predsednik Mattarella mi je na najnem zadnjem srečanju pred dobrimi 3 tedni to bil tudi obljubil. In upam, da bo to tak prelomen, simbolni dan, ki se ga bomo vsi z veseljem spominjali. Na koncu bom rekel, da nam torej, spoštovane gospe in gospodje, tudi ob takih spominskih slovesnostih, ko pogledamo nazaj z kančkom grenkobe, ne preostane drugega, kot da poskušamo poiskati med nami tukaj v Sloveniji, med nami Slovenci in Italijani, med vsemi evropskimi narodi, tisto, kar nas povezuje. To edino lahko ohrani Evropsko unijo, našo skupno domovino in ohrani mir, varnost in blaginjo za naše otroke. Na tej slovesnosti smo se zbrali zato, ker nam ni vseeno, ker nismo ravnodušni, ker negujemo vrednote človekovega dostojanstva, solidarnosti in sožitja in smo zavezani trajnemu miru. Na tem svetu je toliko lepega, toliko, za kar je vredno skupaj delati in živeti. Zato bom zaključil svoj govor z mislijo iz Antigone, ki pravi, ne da sovražim, da ljubim sem na tem svetu. Hvala za vašo pozornost.